Tvorna skrb za zdravje v izrednih razmerah. Utrujenost zaradi previdnostnih ukrepov je nov pojav, ki ga opažamo od časa pandemije dalje. Pomeni pa dejansko fizično in psihično utrujenost zaradi vseh ukrepov, ki nas obdajajo, občutke tesnobe, občutke žalosti, občutke utesnjenosti in občutke tudi depresivnosti zaradi tega, ker se zadeva ne izboljša. S trajanjem izrednih razmer se veča verjetnost za usihanje motivacije za zaščitno vedenje tako sebe kot drugih. Seveda, če smo se v začetku pandemije zelo bali, in zelo upoštevali ukrepe za preprečevanje okužbe, pa se je v drugem in tretjem valu izkazalo, da ta motivacija počasi usiha in da ljudem na splošno ni več toliko mar za to, ali do okužbe pride ali ne, in da jim celo ni mar za to, ali se zaradi njih samih, zaradi njihovega vedenja lahko okužijo tudi drugi. Sami si lahko do neke mere pomagamo ohranjati ustrezno raven pozornosti in aktivne skrbi za zdravje. Tako da je telesna aktivnost, zmerna telesna aktivnost zunaj ali na samem domu več kot dobrodošla. Za zmerno rekreacijo vemo, da pomaga ščititi pred zmerno depresivnostjo, zmernimi tesnobnimi občutki in tako naprej. Odnosi z najbližjimi, se pravi pozitivni odnosi, pristni odnosi so pomemben korak k ohranjanju ustrezne ravni pozornosti in aktivne skrbi za zdravje. Pa tudi vse oblike čuječnosti, se pravi biti prisoten tukaj in zdaj v vseh pojavih. Sami pa vendarle ne moremo dovolj pripomoči k ohranjanju učinkovite motivacije, zato lahko marsikaj storijo tudi strokovnjaki, mediji in politika. Vse stroke je koristno, da podajo svoja mnenja, svoje videnje o upoštevanju teh previdnostnih ukrepov. Mediji je dobrodošlo, da ne katastrofizirajo vsakega pojava povezanega s COVID-19, ki ni nujno katastrofične narave. Politika pa bi bilo dobro, da bi prevzela čim več spretnosti, tako imenovane krizne komunikacije, ki pomaga ljudem, da ostanejo optimistični in motivirani ter zaupajo v pozitivno reševanje problemov na področju krize COVID-19.